Dobrodošli v epizodi številka 14 podcasta Zadnji meter. Danes se mi je pridružil Boštjan Gorenc Pižama. Govorila sva o humorju, črnem humorju, pisanju, prevajanju, stripih in tudi glasbi. Boštjan, živijo? Živijo. Daj sam povej, ko imaš rajš. Boštjan, Pižama, Gorenc. Čisto se. Pravzaprav na Gorenc sem še najbolj meni se zdi tako, zakaj ne? Ker me to spomne na šolo. Gorenc, ja. Nisem bil piflar, ampak ja, ali Boštjan ali Pižama, čisto se. A si v prvi vrsti sedel? Niti ne toliko, zato ker poluni vzad niso čez mene videli. Sem pri par predmetih, pri slovenščini pa pri matematiki sem bil spred, zato ker sem pri slovenščini smo imeli na kranjski gimnaziji profesorica Sočo Švigelj, zdaj že pokojna, ona je res s takim žarom razlaga, še Slovencev je tako razlagala, da skrb poslušal, ampak ona je imela tako, da ki je sprašvala, ne, in če tisti, ki je bil vprašan, ni vedel, je pa pogledala po prvi vrsti v njih 4, ki smo pred njo sedela, ne, in če si vedel, si povedal, itak si vedel, ker smo vmes cajt pogledati. In smo si pa prva vrsta v par mestih skozi to nabrali ustno oceno, nismo bili vprašani. Nice. Tako da drugače pa ponovadi, ne vem, sem mi rekel, ker je bil test, rekel, Pižama, da ti se od spredju sedeti, tako da, ker smo gor v konferenčni pisali, ti pa je to prvo vrsto sedeti, tako da lahko vsi vzad plonkamo, kam ben ne vidi. Ja, dobro, ker jaz sem učil drugačno izkušnjo z šolo, zmeraj, ki je bil eno vprašan, pa je imel status. Je rekel, jaz imam status, ne smem biti vprašan, pa tako, kdo je naslednji, Đurić. Ja, jaz sem imel to srečo pri fiziki, ker sem bil jaz zmeri ki je, veš, te pri Foxi, ki so nek almanah ali neki, da je zmeri mene dobil na tisto matematiko, pa ne vem kako. Tako da jaz sem pol naredil dejansko zaradi traumatičnih spominov, ker 4 leta nisem bil vprašan fizike, jaz sem bil tako vsakič, ne vem, vsako konferenco enkrat, pa glih fiziko, ker sem res najslabše ocenil, da vseh, ker to ne vem, pač matematika mi gre, ker mi daš pa une enote zraven, sem pa zgubljen, pa jaz zdaj ne vem, z nekimi tlaki, pa Bernoullijevimi enačbami, pa to mi zgine. No, v glavnem, in se meni se take travme, da sem zdaj dejansko v stand-upu pol naredil en bit o tem, pač kako učitelji točno vejo, kaj morajo zračunati, da dobijo enega. Ko pa gre? To je ta, zdaj, ko sem rekel, da sem v tej stavbi snemal med korono, neke stand-upe za ene firme, evo, zdaj tukaj smo spet ta stand-up, no, zdaj imam 2 publike tukaj. Ne, pač sam razlagam, da, ker nisem več učitala, ne, da več, da zmeri smo imeli učitelja unga, ki je tako odprl preko stran 365, zdaj pa to delimo z reflektorji, deljeno z 2, odštejemo število listov na teli rastlini, pomnožimo z današnjim datumom, odštejemo število nog na 3 podu in dobimo 12, Đurić, in vprašan. In pa reče pač, da ja, da to nikoli ni naključno. Da učitelji zmeri točno vemo, ne, kaj moramo zračunati za to, da dobimo unga, ki grem nam najbolj na živce. Tako da, če so tebe kdaj vprašali na ta način, zamisli se, kaj si počel. Samo to, da so pol kritični do učiteljev, da se ne pripravijo na uro, ne drži. Ne? Ja, ne, to so zelo dobro pripravljeni, zmeri vse kombinacije, točno veš. Prej greš, prešteješ, veš, kjer so te ne znaj, itak pa lahko karkoli zračuneš, ker so mulci itak ne poslušajo, ne vejo, ti jih lahko tudi naplahtaš, tudi če kar nekaj tretjega zračunom, beno bo sprot zraven te preverjal. Ja. Prej si sicer rekel, da nočeš hitki začetkom, ampak ti si šel čez ful enih stvari, si reper. Bil reper. Podcaster si še. Še zmer. Stand-up komik. Tudi. Eden izmed pionirjev improvizacije pri nas. Niti ne toliko pionirjev, ker je improvizacija kar že skoraj več desetletja dobro laufala. Preden sem prišel zraven, pa jaz sem bil zraven v teh zlatih letih improlige v Kudu. Se pravi, po prvem valu, ki so ga takrat naredili, se pravi, gledališča Ana Monroe, kjer je bil Roza, ta gonilni motor, ki so pa v Kudu naredili to ligo, in sem imel pa razne ekipe od najbolj legendarnih, recimo ekipe Radia Študent, kjer je bil Boštjan Napotnik med drugim,
Imel si pilote, ki so ljudje, ki zdaj delajo tudi ne, po teatrih raznih, pa si imel ekipo, eni so bili končno sprejeti, ki so bili ljudje, ki so parkrat probali priti na AGRFT in je pol ratal in to so zdaj, če gledaš, si ne, bil je Jure Zrnec, Mojca Funkel, Vlado Vlaškalič, Gorazd je bil, ne, se pravi, oba Prekmurca, tako mislim, to so bile neke nore ekipe, Blaž Valič je bil zraven, Nana Milčinski tam v enih ekipah. In ja, tam smo pravzaprav, jaz sem preletel pol v to zlato obdobje in se zdi, da ta Kuti bil ena taka super valilnica, nekaj pravzaprav, kar nam danes zmanjkuje, pa ne samo v Ljubljani, mislim, da povsod tako, neki te placi, kjer se srečuje veliko različnih kreativcev. Zabrav, v Kudu si imel, ni bil sam impro, ne? Tam si imel od koncerte, si imel razstave, lutkovni teater, Gor je bila Ludmila, ki so računalničarji bili. In ti dejansko takrat je bilo res eno tako vrvišče mesi, tako kot vsi, ki smo poslušali o legendarnem Šumiju, ne, kjer so se te hipi pesniki, pisatelji, misleci srečevali. Je bil Kut to nekaj, da bi rekel, konc 90-ih, pa tam do 2010, če si bil tam, je vrvelo in dejansko se je pol tudi ena zelo velika mreža tam spletla, ne, in tako da dejansko, takrat si videl, ok, zdaj jaz neki rabam koga, itak si skudaj nekih 5 ljudi, ki so bili sposobni tisto narediti in si jih poklical. Recimo, da je tudi Slon in Sadež, sta se v Kudu spoznala v impro. Hudo. Se pravi, to ful vpliva na razvoj scene, če se lahko povezuješ. Ja, glih to je in to nam manjka, ne, pri stand-upu, da bi imeli neko tako res nek klub, kjer bi bilo neko križišče, večjih smernic, kjer ti prideš, lahko jim poslušaš neke mulce, ki sprobavajo, vidiš kolege, ki jih mogoče že en cajt nisi videl, ne, ker so zadnje 3 mesece bili zasedeni z Janezi in nisem imel cajta niti na WC jeti. In to je, ne, se pravi, da je en kraj, kjer bi in kjer brbota in kjer se potem tudi nalagajo stvari ena na drugo. Ker te poskusi pri nas za te stand-up klube so bili, pa je trajal let 2, ne, pa je šlo pa spet na novemu placu in nekako nikoli ne zaživi. Ne, in se pravi, tudi publiko je treba vsakič na novo loviti. Kje pa je problem, kje se tle ostal? Pa jaz mislim, da ne vem, zdaj bomo videli, kva bo, zdaj ima Papič, ne, dela ta lokal, ki je na Bavu v centru, se pravi lokal, kjer bomo puščali na P+R-ju avtomobile, pa strolo hodili, zaradi parkirnine, ker verjetno honorarji imajo parkirnine v centru, pokri glede na to, koliko stane, pa zdaj, kaj je tudi nočna. Ne vem, pač itak je tle, itak ta fluktuacija menjave lastnikov placov, pa do tega, ne vem, da kakšni mislijo, ok, zdaj bomo pa naredila, veš, nekaj pa bo v 2 tednih, bo se tle že trlo ljudi, ne, in pa niso, pa so malo razočarani, ali so to placi, ki mogoče niti niso tako primerni za nek stand-up. Še najbolj je pravzaprav kazali 10, ne, dol, ki je bila pod Gigom na tej cesti, se pravi, ko greš nad Trubarjevo gor. Ampak ja, takrat je pa korona prišla, ne, takrat je itak tudi se sulo vse to neko živo dogajanje. Tako da upam, no, da se kaj, ker pa veš, pa imaš kakšne place, ki so čist preveč fancy, kakšne place, ki so preveč underground in nekako ni tega. Mogli bi dobiti eno od komikov, bi mogel nekaj podedvati ali pa zadeti, pa se pa odloči, da bo v to vložil. Tako da, dragi so komiki, ki je nekera kamera, dragi so komiki, dejte igrati loto, prosim. Dejte igrati loto, pa naredite. Jaz ne upam te odgovornosti nase sprejeti. Ti si šel v bistvu čez impro, čez stand-up, ki je največja razlika, ok, improvizacije so sicer neke šablone, ampak impro naučen, ampak... Ja, pa niti ne, da bi rekel, da je naučen. Pač ti si v impro si toliko zvajan. Pač, ja, impro ni zdaj to, kar rečemo, gremo brez besedila, ampak to ne pomeni, da prideš čist kot neznalec na oder. Ne? Se pravi, ti moraš poznati ekipo, s katero igraš. Se pravi, da ti s to ekipo vadiš zdaj. Ali je to preigravanje nekih teh, zdaj, če bi to improliga, so te discipline, ki so znotraj improlige in vadiš, da vidiš, kaj lahko delaš znotraj formata, da iščeš neke zasuke, ki jih mogoče pred tabo še ben ni naredil v temu formatu.
ali delaš neke druge improvizacijske veščine, da piliš. V glavnem, kar je važno, je to, da se ekipa spozna, da ti pač poznaš ljudi, s katerimi stojiš na odru. Ne? Jaz sem recimo v tej novi predstavi šolski, ki so jo naredila s Sašotom Staretom, NPZ Ni panike, znamo, ima noter dva prizora, impro. In tukaj se nama pozna, pač, da se midva poznava že 25 let, nekaj tazga. Ne? Sem bil njegov mentor v gimnaziji, ko se je on začel učiti impro. In da točno veva, kam bo kdo približen pelil, se še zmeraj probava pol drugega presenetiti. Ne? In pri impro je to, ljudje so malo bolj prizanesljivi, zato ker vejo, da tisto, kar se dogaja na odru, nastaja v trenutku. Se pravi, tudi če ni ne vem koliko močna šala, jo nagradijo. In kot druga stvar, ti imaš zmeri nekoga zraven. Se pravi, tudi če se tebi zgodi, da mogoče ti malo zablokira, da ti neki klikar ne naredi, tako, kot želiš, da bi ti, imaš tukaj soigralce, ki lahko potegnejo naprej. Ne? Se pravi, da je neka basket, ne? Tak timski šport. Ne moraš se poslušati, moraš vedeti. Se pravi, tudi glavno vodilo impra je, se mu reče, ja in. Kar pomeni kaj, ko ti nekdo da predlog, ne se predlog zdaj to pomeni neki vpeljal prizor, ti v glavi je to ja, ne, se pravi, ti sprejmeš ta predlog in ga pelješ naprej. Ne, se pravi, da potem skupaj gradiš prizor. Največji greh je to, temu se reče blokiranje, se pravi, da nekdo ti ful nastav, ne vem, pride na in reče, kako vroče je danes, tukaj le, ko prekladam tale gnoj že 6. uro, ne, in da pridete drugo ali pa reče, kaj je to, naj spet sneg zapadel. Ne, pač je smešno v tistem trenutku, ampak s tem zrušaš prizor, in si zdaj tam, kaj ne zdaj delamo s tem. Ja, si spet pozabil tablete vzeti, ne vem. Ne, jaz sem Darsovec, sem mislil, da je gnoj, ne, da me je presenetil. Ne vem, probaš pol rešiti. Se pravi, tukaj so te pol podaje, ki nadgrajuješ skozi. Stand-up je pa izrazito solistična, ne? Stand-up je pa ne vem kaj, prosto plezanje. Ne? Se pravi, ti greš gor in probaš vsako primek, se pravi, vsaka šala, ki mora biti čim boljša, da ti ne zdrsne na nej. Mislim, kdo sem jaz? Mislim, jaz imam izkušnje iz prostega plezanja, ker sem dostikrat delal kot balvan na teh tekmah. In še zdaj imam porajsane niple. In ta magnezij je stranje. Bolj na prstih, na nitih. Ja. In zdaj še primajo, ne? In pa, ker dobiš oprijem. In tudi ljudje vejo, ne? Se pravi, cilj stand-upa je, da ti govoriš čim bolj naravno, kakor da si ti glih kar neki se spomnil, da si v trenutku, da pripoveduješ, ne? Ampak 90, če ne 95% vsega nastopa je res izdelanega. Impro je enkratno doživetje, stand-up je pa piljenje potem. Ti imaš material in potem ga skozi nastope, potem skozi pregledovanje teh nastopov, skozi pisanje, skušaš čim bolj nekako izostriti, pometati vas balast ven, da je čim prej po nastavku, pride do panča. In ljudje pa tudi zdaj pričakujejo, saj si imel cajt, saj si se pripravil, da vidimo zdaj. Tako da je mečken, bi rekel, mogoče malo bolj strožje kritično oko potem pri stand-up. Koliko je pa podoben ustvarjalen proces, recimo, če ti pišeš komad ti si pisal za rap, si pisal še kakšne druge. Sem bolj reperske komade. Sam rap je tako ful na besedilo, pol proces stand-up. Pač druge stvari so, pač se pravi, zmeri je skušaš narediti nekaj, kar še ni bilo, in tako gradiš, veš, kaj je bilo že, da lahko potem tudi, ne vem, se pravi, greš proti pričakovanjem. Ampak se tudi pri repu sem jaz sploh zadnja leta tega aktivnega repa, sem zelo pisal ta punchline rap, se pravi, to je nekako se zelo pokriva že s tem, kar sem pa tudi v stand-upu z eno vrstičnicami počel, se pravi, da ti skušaš narediti neko šalo, neko besedno igro, s katero potem presenetiš ljudi. Je pa jasno, zdaj se pravi spet pri stand-upu, mislim, pri repu pa so še pol druge umitve, se pravi, ti moraš to misel, ki jo imaš, zapakirati tako, da gre v ritem. Dobro, se stand-up je tudi, moraš merkati ritem, moraš padati v nek ritem od tega, kako, ne vem, kdaj boš bolj gosto nabil punchline, kdaj boš se vzel cajt, pustil malo zadihati, kdaj se boš vrnil nazaj. Dejansko, se pravi, te callbacki so tako, kot bi rekel, pač
ponovitev neke teme, ko zlagaš glasbo, če se res nikoli nisem, za kar ne bojo ljudje zelo hvaležni. In je neskromno pripomnil. Tako da so določene stvari, ne, kjer imajo, zmeraj posod je nek ta ritem v igri. Saj, še en humor sem hotel omeniti, črn humor. Ti si zelo znan tudi po dobrem črnem humorju. Danes zaradi Instagrama, vsega tega Reelsa, se mogoče ta meja sprejemljivega spreminja. Ampak kje je meja med humorjem pa žaljenjem, izražanjem neke nestrpnosti do drugačnosti? Meni se zdi, itak je to ta Jimmy Carra, ki je ponarodila, pa verjetno so tudi drugi že kdaj prej rekli, ne, pač, da kje je meja, veš takrat, ko jo prestopaš. Meni se zdi, da jaz sem zelo velik fan Anthonyja Jeselnika, ki je znan zelo po tem brutalnem humorju, po brutalnih šalah, ampak ti njega poslušaš v intervjujih, ne, ti vidiš, kako on točno ve, pač ja, to je humor, ne, zabrav, kako gre pa, meni se zdi ta neko vodilo, kaj pač, da ne ciljaš navzdol. Se pravi, da je humor uperjen proti skupinam, ki imajo moč, da ti se pravi s svojimi šalami ne odrihaš še po ljudeh, ki že itak so deprivilegirani v družbi, že tako nimajo enakih možnosti. Se mi zdi, da tukaj je ena ta etična meja, ki jo skušam se držati, čisto zaradi tega, ker sploh ne v današnjem času vseh teh nekih brofluencerjev, pa tega, ki nekako vsi hočejo propagirati nek individualizem, seveda ti zraven prodati še ne celega, kot se temu lepo knjižno reče, fuka in pol, ne, zraven, da bi zaslužili, da je treba malo vse, ne vem, jaz čutim neko odgovornost do tega, kaj dajem, kaj bo sploh, ker vem, da me tudi veliko mladih spremlja, čisto zaradi tega, ker tudi ne poznajo kot pisca prej knjig, pa prevajalca, pa vsega moža in tako naprej, da ne vem, ne daš nekega res tega tlačenja noter ljudi, ki pač sam so. Se mi zdi, tle imaš pa zdaj to, no pa ja, tle, ker sem zdaj malo se pravi, ta empatija se mi zdi, ne, da nekaj ta sodobni, te trendi so vsi, ta hiperindividualizem, pa zdaj ne rabimo nič z državo, se si bomo vse sami zrihtali. Medtem pa, ker človeštvo pač ne, človeštvo se mi zdi, da pač funkcionira lahko samo kot skupnost, da smo kot skupnost in da smo na tej stopni zavedanja, da je treba poskrbeti za šibkejše člane družbe. Se pravi, da se treba ponuditi ljudem čim bolj enake možnosti za to, da lahko razvijajo svoje potenciale. In tam imaš pa, ne, veš, važno, jaz 60 avtov moram imeti, 20 žensk moram rihtati na OnlyFansih, ne vem, kaj še vse, in pa sicer ne. In se mi zdi, da tudi pač skozi humor lahko to nekako daš vedeti, pač glede na to, ne zdi se mi, da bi bile šale o katerikoli temi neprimerne, če so narejene kot dobre šale. Se pravi, zdaj ne vem, če si gledal kdaj It's Always Sunny in Philadelphia, ki jih tako gledaš, oni so največji gnoj od ljudi, ne? Ampak tako ful je zanimivo, skoraj vsak razen, to smo se zadnjič v debati med Tomo popravil, Denis nima nobenih dobrih lastnosti, ampak vsi drugi imajo nekaj v glavu, tako za ene določene stvari imajo nek moralen kompas, češ kao, to pa ni kul, ampak tudi zmeri, ko oni delajo neko sranje, zmeri so oni tisti, ki na koncu potegnejo ta kratko. Zaprav, da tudi, ne vem, karkoli so oni, se pravi, butt of the joke, če govorim kot bi bilo v kakšnem bolj popularnem podcastu. Ja, sej, konec koncev je tudi Tony Soprano imel moralen kompas. Kakšnega, ne. Ampak ne, veš, zanimivo mi je tam, recimo, glih v teh, ko tako reče, model, ti si bil star 14, ko si spal z uno učiteljico, to ni kul, ne, ona te je posil, ne, jaz sem to, sem bil ne, model ni, vsi imajo neke te točke, kjer jim nekako gre skozi, ne, jasno, kaj daš pa vse na kup, je pa groza od groze.
A je George Carlin rekel, da je komik kot nek filozof, da neko filozofijo časa ali pa trenutka neko zapakira v šalo. A ne? In tako kot si prej rekel, ena moralna odgovornost komika je, da prikaže eno situacijo mogoče na humoren način, oziroma da mogoče odpira neke teme, ki jih marsikdo drug ne bi z nekimi omejitvami. Meni sta pa tudi oba dva, ali pa tudi Carr, pa tudi Jesselnik, ful zanimivo, ker sta brutalna na odru, res brutalna. Ampak recimo Carrja, če gledaš, ko mu kdo deli kakšno osebno zgodbo znotraj predstave, in on pride tja in ga objame in reče: "Thank you for sharing this. It's amazing." Meni je glih včeraj žena poslala en reel, ker je rekla, da je to, kar me je kar presenetil, ne, pa sem tako najprej rekel, je bilo ono, ker so Čevapčiče omenjala, ne, ker je glih krožil, ne, poglej, in je res, ker ena ga vpraša, kaj je njegovo mnenje o menopauzi, a ne, in namesto, da bi on šel neke te joke, dejansko tako se razgovori o tem, kako je pravzaprav, pač kako je ženske pol, ne, ki pridejo najprej v perimenopauzo, potem menopauzo, pač kako imaš včasih, ne, tudi v literaturi imaš sam dve verzije, ali je maiden, ne, se pravi, ali je devica, ali je pa crone, se pravi starka, babura, a ne, prav, ampak one so pač, ti si lahko nek zjokaš, ne, nekaj slabega se ti je zgodilo, jokaš na ulici, na klopci, kar naenkrat se bo ena stara gospa pojavila, ti bo dala skodelico čaja, te bo rekel, vse bo v redu, ne, prav, kao, ne, pač, da te, ne, kao, temu, kar reče oni, ne, starke babure, pač, da to je pravzaprav temeljni kamen naše družbe, ki nam pomaga, da gremo česa, ne, in je ful zanimiv, ko gledaš, ne, se pa naprej so bile kuj, še ne par vulgarnih šal, pa vse, ampak obenem pa daje, a veš, tudi neko to, čeprav, ok, zdaj Jimmy zna imeti, kakšno moralnost, razen, ko se gremo pa od naru, tebe pa padlo se. Gremo kamorkoli. Ja. Ne, dober. Zanimivo mi je to, kako preseneti z čutnostjo. In črn humor še, Chappelle je imel težavo, ko so ga čist izključila, ne, iz medijskega prostora, ker se je iz trans skupnosti se je norca delo, kaj je bilo že. Jaz ne vem, glede to, da ima na vsake pol leta nov special, za kjer ga pokasira cash, pa da ima skozi to, jaz ne vem, če so ga izključili. Pa je to fake. Mislim, to je, a veš, to je glih to, se mi zdi, to je imaš teh, moj bog, ne smem več govoriti stvari, ki sem jih vzal. Ja, pač zato, ker je postalo družbeno nesprejemljivo, mogoče, kar je v redu, da ne, se ti norčuješ iz deprivilegiranih skupin. Meni je to, a veš, če gledaš, ne vem, Conan O'Brien, on še zmer dela to, kar je delal, on ne bom kol, a veš, se mi zdi, da je tak človek, a veš, tudi pa ljudje, ki imajo izkušnje z njim. Meni zelo ljub Patton Oswalt, ki je tudi zdaj komik že starejše generacije, tudi ostaj, se mi zdi, da imaš zelo tako, ene, ki znajo ujeti zeitgeist, pa jeti naprej, videti tudi, kako se spreminja, ali pa ti ostaneš, ne vem, zabetoniran v unmu, kar si govoril pri 20-ih in se ne pstiš naprej motati, ne, in jeti svojo pot, tako, kot misliš, pa sam zdaj pa. Ampak itak je, se zmeri dost tudi nekih ljudi, ki delijo ta prepričanja, tako da ne, jaz mislim, da tle cancelanja nekako ni, da še najbližji temu je bil Bill Burr. Ne pa, moj bog, Louis C.K., ne, potem, ko je prišlo ven, kakšne je počel. Znam se tudi po pisanju, prevajanju Game of Thrones, oziroma pesem Ledu in ognja. Si vse prevajal? Ne, jaz sem dejansko od te 6. pa 7. še nisem, ne vem, nada se mi. Kaj še ni napisal. Kako pa kaže, ni insajderskih informacij. Ne, nimam insajderskih info, ampak mislim, od teh 5 sem prevedel 4, razen te druge, ker sem takrat vmes delal kot urednik na Mladinski knjigi za Mladinsko leposlovje in smo pa takrat Brankota prosili, Gradišnika, da je šel in smo tudi lepo, mislim, da smo zelo fino sodelovali, jaz sem urejal prevod, on je uporabil moje prevodne rešitve, par stvari je drugih predlagal, tako da smo pa tudi še nekaj jaz prejel, pa smo poenotili za nazaj in sem se jih jaz držal pol naprej. Tako da, ti se je bila kar zanimiva, pa pozno sem delal še ta Svet ledu in ognja, pa ta Viteza iz 7 kraljestev, ker je zdaj ta tudi serija bila, ta Duncan Egg Stories, medtem ko pa pol, ki je bila pa še ta o Targarjenih, Kri in ogenj, ali ogenj in kri, ne točno, kako je ta vrstna red, je pa
Sneti prevajal. No? Ker Sneti pa zdaj itak se, ne, potem, ko je Rothfusa najprej, mislim, da je pa je ne, zdaj prevedel Tolkiena celega, ne pa spet pa na novo. Na novo prevajal. Ja, tako da pa zdaj pride še en od teh sodobnih, tudi v Snetjevem prevodu, tako da on je zdaj tisti, ki je ta glavni tata mata za fantazijsko prevajanje teh nekih ta velikih, čeprav se tudi dobivamo, tudi zdaj se zdi skozi nekaj novega, tudi lokalnega, imamo Kajo Bucik, ki piše zdaj tudi v slovenščini, to je avtorica, ki je pod psevdonimom pisala to erotično fantazijo, te orke, ne, pa ljudje, ki se imajo radi. Je zdaj tudi v slovenščini napisala, tudi mislim, sploh v žanr gremo. Zdaj sem jih prebral od Igorja Harba, enega od sovoditeljev podcasta Obod, sicer mojega sošolca s faksa, njegov sci-fi romantičen roman, ki bo izšel konec leta in je super zadevce. No. Se zdi, da zdaj tudi založbe dajo veliko več priložnosti žanru. Odkar je ta prvi val bil kriminalk, ki sta ga tedaj Golob pa Avgust Demšar nekako sta porinila to kepo dol po bregu, ki se je zdaj toliko povečala, se zdi, da zdaj tudi upajo malo bolj v druge žanre in da je priložnost recimo od Julije fantastični svet Edgarja Kaosa, ne točno, ker je pridevnike, da se nam zdaj le zlagal in tako volenih stvari, no, ki se dogaja. Koliko imaš kot prevajalec svobode, se pravi, da sebe daš noter v prevod? Ja, ne, svoboden in mislim, da sebe daš v prevod, itak vsak da, eni malo več, eni malo manj, ampak predvsem zaradi tega, ker tudi če daš dvema prevajalcema isti tekst, ga bosta drugačne, se lotila bosta prišla do drugih prevodnih rešitev, to se mi zdi, da je to, koliko daš sebe noter, predvsem v tem iskanju, kako se bo šlo tu določenih prevodnih rešitev, kakšen prevajalski sistem si boš zastavil za določeno delo. Drugače pa ti moraš pustiti avtorju, ne? Ti moraš pustiti avtorja, če se pravi, ti ne moraš povoziti ga s svojim slogom. Še največ, kjer se da, mislim, kjer je največ mene, so ravno te prevodi od Deva Pilkija, se pravi Kapitan Gatni, Gospod Gnilc, pa od Andyja Stantona. Mislim, Andy Stanton je Gospod Gnilc, ki ga zdaj ravno kar, mislim, da 10 let po izidu knjige pri nas delajo v Lutkovnem gledališču Ljubljana predstavo Gospod Gnilc in Čarobni medved, mislim, da je. Pa zdaj Pasji mož, pa ta stripovski klub Mačjega mulca, predvsem zaradi tega, ker so to knjige, ki temeljijo na humorju. Se pravi, zdaj, ne vem, kaj imaš ti nek odrasel roman, ja, saj pa imaš humor noter, ampak bi rekel, zelo stoji, ali pa ne vem, fantazijski svet. Ok, je treba bilo pol, kaj bomo prevajali slovenščino, kako imena, kako določene stvari, ki ne obstajajo prej v slovenščini, kakšne izraze pogruntaš. Medtem, ko tukaj pa sploh piše, pač, so to knjige za mlade bralce, ki nimajo takega poznavanja neke te ameriške, angleške popkulture kot odrasli, moraš pa potem tudi te neke reference, ki jih pri nas ta mali ne bi poznali, zamenjati. Ne? Tako da smo mi tudi že od samega začetka, ki je bil še Andrej Ilc, urednik Kapitana Gatnika, zdaj Alenka Veler skrbi uredniško za nove prevode Pilkijevih del, smo šli v to, da pač da se vse prevede in priredi. Tako da tukaj sem jaz pa tisti, ki tam neka šala, neka referenca, ki je pri nas ne bi razumeli in potem dam nekaj svojega, nekaj, kar se meni zdi. Jaz vem, da je bila, ne vem, kakšen sendvič so hotel, nekaj, ne vem, kaj si grejo naročiti, nekaj, ena taka zelo ameriška stvar in sem jaz pa not dal, ne vem, ja, da pejte v Štecuno pa rečete za sendvič 20 dek posebne. Nekaj tazga, kar je našemu ušesu znano in smešno. Pa ne vem, v eni knjigi je nori znanstvenik muč neke hrčke, tako da jim predvaja Sonny and Cher. Ne, jaz sem dal Kingstone, pa cela ulica nori, da morajo poslušati. Weird Al Janković je dvakrat bil pa enkrat je bil kot Zmelkov, sem pa uporabil, enkrat sem uporabil Slon in sadež za referenca. Take neke stvari, pol, ki jih daješ not, ali pa ne vem, izbrati ime za nekega režiserja, ki nekaj podobno, pa sem jaz sem izbral Boštjan Nahladnika, ki mi je tako pač, se zdi tak ime, ker ga sem pa lahko naredil Boštjan Hladilnik, ne, da je bil. Tukaj daješ noter, ampak sicer pa mora
mora se čutiti avtorjev slog, ne, ker to je bilo pri nas, mi smo se z tem na faksu pogovarjali pri literarnem prevajanju, včasih je bila ta tendenca, ki je bilo tudi za pisanje, ne, pravzaprav, da vse je treba pač pisati v knjižnem jeziku, ne, vse v zbornem boksi vari, ne, da bi pa not dali zdaj kaj narečenega, pogovornega, ne, tudi Miško Kranjec, da zmeraj rečem, so te strici so mi povedali, čisto preveč knjižni za tisto ravnico tam ob Muri. Če bi danes ne pisal v današnjem okolju, bi verjetno zelo bolj živ jezik noter bil. In smo, evo, zdaj sem ta zastranitev bila, aha, recimo, ja, in imaš tudi potem, ne vem, ker so v 60-ih, 70-ih prevajali te velikane literature, Nobelove nagrajence, je dostikrat bilo tako, da so pač s knjižnimi prevodi povozili slog izvirnika, ne, in je bilo pa tako, ok, kaj je zdaj tle posebnega, se je taka, ne, zaprav. Ampak to so bile pač, niti ne bi rekel, da je bila to krivda prevajalcev, ampak pač teh smernic, ki so takrat vladale. Meni je bilo ena zanimiva stvar, se pravi Harry Potter, kjer vsa imena so spremenjena, ne? Ampak sem pol videl, da tudi v drugih jezikih so spreminjali. Ja, zakaj ne? Pač zaradi tega, ampak Harry Potter je sploh pasji, ne? In tukaj Jakob Jakenda res naredil konsistenten nek sistem, ne? Ki se ga je pol držal, namreč zdaj če gledamo Martina, Svet ledu in ognja, ne, Igre prestolov se dogaja v nekem izmišljenem svetu. Ni problema, bomo vzdevke lepo ponašali, pa je. Ne. Krajevna imena, ja. Harry Potter se dogaja v Angliji. Ne. Se pravi, ti imaš ljudi, ki so gor rasli v Angliji, ne more mu glih pol ime biti, Hermione ne more glih ratati Minka, a ne, pol ven, in pa Ron Robbie ali ne vem, karkoli. Se pravi, to. In on je potem šel, moraš pa tudi računati, ne, se pravi, ti, ki prevajaš, računaš na to, da te bojo brali ljudje, ki nimajo pojma o izvirnem jeziku. A ne, se pravi, in je treba potem nekako te pomene, ki so skriti not ali v imenih, v vzdevkih, treba nekako prenesti. A ne, in zdaj, če bi oni vsi bili, ne vem, pač imel mešanico angleških imen pa teh vzdevkov, ne, sploh, ki so tam v Angliji, oziroma imen, ne, tam so pravzaprav celo tako imena, ki nosijo nek pomen že v sebi, ne funkcionira, ker te meče ven, ne, in je, se pravi, tako da tukaj se je Kenda pol odločil za to, da bo vzel pač nek slovenske prevode naredil, pa jih pa zapisal tako, da izgledajo kot angleški, a ne, tako da bo pol neko to dvojnost ohranil. In ja, tudi v drugih jezikih, a ne, se zdaj eni so bolj, eni so manj, ponavadi je bilo, mislim, tako, da Dumbledora so tudi, ne, recimo nekje prevajali, je bilo pa tudi pol, ja, s kakšnimi imeni, kar se tudi meni pol pri Martinu zgodilo, tukaj se videl, ne, da bi kakšna imena pol, če bi imel že najprej vseh 7 knjig, bi mogoče kakšno ime tudi drugačno bilo pol, ko vidiš, kaj se še zgodi, a ne, meni je pri Martinu, če on kdaj napisal 6. pa 7. knjigo, zdaj potem, kar smo videli v seriji, je ta Hodor, ne, ker smo videli, da je tam v seriji, da je Hold the Door, da iz tega pride, a ne, bi verjetno pol neko to ime, če bi takoj vedel, aha, treba je narediti to, skrajšati v to kratico, bi se drugače lotil imena in bi ga tudi prevedel. Lahko tam ta druga uporabo. Ja, točno to, na nek ta način, ja. To sem enkrat hical, da imamo Slovenci, ne, da je Martin porabil Hodorje slovenske literature, ne, pa to res, tam ta druga, res, ja. The best. Ja, je pa Martin ponudil Predjamski grad, ne? Ja, ker smo ga mi tlele vozili okoli, se pravi, kaj bilo to, 2011? Ja, 2011, mislim, da še. Takrat je bila prva sezona, se gliha in ko smo Mladinska zrihtala, pač imeli smo podpisovanje v Kopru, v knjigarni, pa smo šli, so ga pelali do Predjamskega gradu, ne, in mu je dejansko on pol uporabil, se pravi to, da imaš grad, pa vzati sistem rovov, pa ven pobegneš, je za uporabo za Castamere, se pravi tle, to so te, ki jih potem Rainy, ki jih tale Tywin Lannister pokonča, ne, dejansko tako, da jih noter jim ta vhod v rudnik, ki je za gradom, zabije in da ne morajo ven pridati. Ja, ful dobro. Prav za to, ja. Se Predjamski grad ima kar neki referenče, ne, za nekaj nuno igrca so
je na cel svet okoli Predjamskega gradu naredil, ne vem, kjer že. Pa v Witcherju so ga tudi ponudili. Witcherja so snemali, a niso? Ja. Super je, ne, fino je pa res. Ampak tudi ne to, ko gledamo ta grad, ki mislimo ta zgodba o Razmu Predjamska, ma ne unime še te navadne stene, ni imel Freihanga, tako lepo, kaj zdaj ta nov, kaj starejši. Ti si iz pisanja, ne se pravi iz prevodov, šel tudi na pisanje lastnih knjig in tudi tisto klasično slovensko literaturo približuješ mladim, ki jim mogoče ni toliko blizu. Zdaj tako kot jezikoslovec oziroma koliko se jezik mladih danes razlikuje od tistega jezika, Kaj je bil naš? že mogoče naš. Nočin dan. Se zdi, glavna stvar pri tem jeziku mladih je to, da je zdaj veliko bolj enoten. Ker so zaradi interneta so vsi gledajo iste stvari, a ne, pač veliko bolj globalno, tako kot mi, ne, mi smo pač, ko smo tam konec 80-ih, začetek 90-ih, pač si gledal tisto, kar je bilo na nacionalki, če si imel fancy anteno, si gledal Zagreb, mi Zagreba nismo lovili, ker smo imeli neko slabo anteno, pa so prišle te kabelske, pa si gledamo MTV, a veš, pa to vse neke te serije in ampak še zmeraj bilo tako vse prisotno, kot danes internet, ne, ker danes pač in gledajo, in tako 3/4 mulcev pa igra Fortnite, gledajo iste youtuberje, in tako že youtuberji med sabo neke iste fraze, in imaš dejansko povsod zaradi udora angleščine, imaš potem en zelo poenoten mladinski sleng, a ne, ki je dober, pri nas je dosti, da rečeš brat, pa je, ne, imaš. To je en super knjiga, je zdaj, sem jo prebral pred mesecem, dosti sveža, od Simone Semenič, Bestelopi, ki pelje dve zgodbi, eno, ki se dogaja leta 2021, pač v času korone, v Ljubljani, in jo spremljamo skozi dnevniške zapiske enega mulca, ena se pa dogaja pred 1000 leti na Krasu dol, v času pač zadnjih izdihljajih pokristjanjevanja, ki so že skoraj vse pokristjani, pa vmes še nek vilinski svet vplete, ampak odrasli zelo težko naredimo verjeten mladinski sleng. Najhoj je to ono, ko gledaš, ko še leta 2015 kdo piše, no, kaj bojo pa rekli mulci, to je pa odštekano. Ne bojo, a veš, ne bojo. Ampak zato, ker smo mi tako govorili, imaš to v spominu, ne, in tle v tej knjigi, recimo, je Simoni Semenič zelo, zelo dober uspel ujeti to govorico, res perfektno. A ne, ker smo bili pa že tako slengi nekako ločeni in po narečjih, se pravi, ti, ki si bil, ne, mi, ki smo gor tam v Kranju, si imel svoje narečje mladinsko, Ljubljana je imela svojega, Maribor svojega, Koper svojega, kjer je bil se nekako napajal, ne, itak iz narečnih izrazov tudi, pa smo se med sabo, ne, takrat začetek 90-ih bilo v Ljubljani, so spuščali glagol se, a ne, ni bilo tako, kot se recimo najbolj znan primer je Polodalja, v mestu nekaj dogaja, a ne, se pravi, ki je bilo zmeraj, kaj dogaja. V Kranju, to je zelo zanimivo, ker gorenjščina je zelo šparovan jezik, se ta šparovnost nas Gorenjcev odraža tudi v jeziku. Mi, da bi dvoglasnik bi imeli ni šans, mi vse, če bi se dali, bi mi govorili samo po glasnikih. En samoglasnik daš tako, da je razumljiv, drugo je pa ker se najmanj matraš, ne. Tukaj je bilo pa zanimivo, ker smo šli pa kontra, mislim, da je edini primer v zgodovini gorenjščine, smo pa podaljšvali stvari, ne, ker je pa v Kranju takrat v 90-ih, a ne, se pravi, v Ljubljani je bilo, kaj dogaja, v Kranju je bilo pa, kaj se ga dogaja, ne, pa kam ga gremo, ne, zaradi tega pač, ne, Kranj je takrat nosil ime Kranjsterdam, ne, zaradi marihuane in ne bi bilo pač, to pa je bilo, da je zaradi tega pač, ker kamorkoli se je šlo, se ga je šlo, ne, se pravi, kam se ga gre pohat, ne, in pa je bilo, kam se ga gre, pa je bilo mej se ga vidimo, pač ta ga smo povsod noter dala, ne, recimo se mi zdi, da to je bila ena taka razlika pa na 30 kilometrih razmaka, kot danes, zaradi interneta, ne vem, če bi se še zgodila, ker pač vsi isto pol srkajo in govorijo. Tukaj je bil Tržič zelo zanimiv primer, ne, bogatega jezika, ker vsi smo govorili edin Tržičani, ga, so pol še dodali. Pa to, no, to je Tržičani, da v prvoleten, ki zelo še, imaš maso za posoditi, kaj? Kakšno maso, ti meni kaj, hočeš reči, da sem bajs, ne, ima maso, ima to, kemika, veš, da je govor slovensk, ne. Hudo. Čak, krst pri Savici?
malo več povedal. Ja, to pa zdaj ne vem. Ja. Kar s tale prisavici, kamera. križali me bodo, ali pa nekaj, ne vem. Ker sem si tako prvošel, ne zdaj že vrsto let sodelujem z založbo Škratelc. Najprej je bilo pri projektu Cankarjev stripov, ko nas je 6 avtorjev, se pravi 3 pisatelji, 3 ilustratorji, smo naredili 3 stripe po Cankarjevih delih. Jaz sem takrat naredil sem vzel moje življenje, iz njega vzel par zgodb, moj life, Stanjo Komadina. Potem sem pa skupaj z Jakom Vukotičem pa ob izdatni pomoči Kozme Ahačiča naredil strip Reformatorji v stripu. To je pa zgodba o Dalmatinu pa Bohoriču, se pravi prvi slovenski slovnici, prvem celotnem prevodu Biblije. Usporedno so pa pri Škratelcu delali to veliki slovenski epi zbirko in si imel najprej Pod svobodnim soncem, ki sta ga naredila, se pravi Pod svobodnim soncem je Goran Vojnović predelal besedilo, pa mislim, da je, kdo ga je že ilustriral, mislim, da je Damjan Stepančič naredil Pod svobodnim soncem, pa Gorazd Vaham pa Tadej Golob sta naredila Bobre. Jaz pa ta kar s prisavici in sem imel res srečo, ker Bobri pa Pod svobodnim soncem so špehi. In je bilo res težko v neko tisto obliko stripovsko vse zajet. Jaz sem pa tukaj, kar s prisavici ni toliko dolg, razen če se ga moraš naučiti v srednji šoli, se ga na srečo ni bilo treba. Smo samo vod imeli, kaj že bilo. Ja, vod, kaj ti mara že dolgo bije, boj krvavi za krščansko vero, pa nisem se ga naučil, kljub temu, da sem pisal zdaj. In mi je dal takrat že, ko smo se pred leti pogovarjali o tem, sem rekel, jaz bi kar zdelal, mi najbolj paše, že tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da in Prešeren mi je ta kranjska naveza, potem tudi delal sem ga že kot kratko zgodbo, že pred leti še za Joker, ker sem pisal te kratke sci-fi pa fantasy humorne zgodbe, sem ga predelal na en tak mal šundovski skoraj način. No in tukaj, ko sem se lotil, tudi Jaka Vukotič je znova ilustrator, je pa, sem tuhtal kako povedati neko to zgodbo na stripovski način. Se pravi, Prešeren je to zgodbo delal skozi poezijo in je zato ima ta uvod, ki pokaže to borbo, potem imaš glavni del, kjer imaš najprej to, kako sta se ona dva spoznala, kar on v flashbacku tam ob jezeru se spominja in potem ta dogodek srečanja ponovnega z Bogomilo pod Slapom in pa še sonet Matiji Čopu. In zdaj, jaz sem ko sem začel raziskovati, kako je ta stvar nastajala, in sem odkril pismo Prešernovo, mislim, pa ni da bilo tako, v raznih razpravah je bilo to omenjeno, kjer Prešeren piše nekemu češkemu prijatelju, da on se spravil to delati, to temo, zato ker si želi, da bi dobil kakšnega mecena med duhovščino, ker duhovščina ga zaradi njegovih ljubezenskih pesmi ni glih imela v čislih, in če bi nekaj na to temo napisal, je upal, da pa on bo zdaj dobil nekoga, ki bi ga podpiral pri njegovem ustvarjanju in bi se lahko ukvarjal samo z literaturo. Se pravi, že tle imamo to, kad dosti rečemo, Prešeren je pa lahko bil, je pa delal zraven, pa pol pisal, če bi on si tudi želel ves čas dati za poezijo. In tudi druga stvar je, z Matijo Čopom sta ona dva dejansko se ful pogovarjala o tem, prav Matija Čop mu je to zgodbo pokazal, iz Slave Vojvodine Kranjske, kaj naj bi. Zelo zanimivo ima okoliščine tega nastanka zdaj tudi Aljoša Harlamov v tem svojem krimiču Dohtar in povodni mož, če si ga bral, to se splača, to bom vsem rekel, preberite Dohtar in povodni mož, ker je, dogaja se leta 1835, je 36, v parih dneh v Ljubljani iz 19. stoletja, se pravi, to je Ljubljana pred potresom, čisto drugačna od današnje, Ljubljanca še ni bila tako v tej betonski strugi, kakor je danes zatohla in dogajajo se druženja skrivnih združb, umori, neznani agenti prihajajo iz Dunaja, tako zelo, zelo super in so not vsi te liki, ki jih poznamo iz okoli Prešerna, večina smo slišali za njih ob Prešernu, ki smo poslušali, je super stvar. No, v glavnem, in ko sem jaz pol to videl, da je on na meni, kaj še biti, kar nek način vaja malo, ali zna nekaj tazga napisati, sem malo bolj svobodno, se pa tudi počutil, kako lahko predelam to zgodbo. In sem probal jo nekako vzeti ven in jo zapeljati v stripovski naraciji, se pravi, da gre linearno,
sam en majhen flashback imam vmes, ki ga drugače nisem mogel unesti, pa potem recimo ne to razdvojenost Črtomirja, ne, ki ga imamo pa, ki se na en stran odloča med zvestobo bogovom svojih očetov, na drugi stran pa ljubeznijo do Bogomile, s čimer je pa povezan tudi krst pa vse, da se dejansko, se nekaj v stripu se lahko to naredi, da se razcepi in imamo pa dva Črtomirja, ki se med sabo tepeta, ne, ker konc koncev pač v stripu enega gledati, kako 10 strani ima samo oblačke, je brez veze. Pač zato, da je akcija, da se nekaj dogaja. In tudi konc je pa malo spremenjen, kako je prišlo do krsta, kaj se zgodi po krstu in se zdi večkrat tako, dati malo olajšanja Črtomirju, ki ga poznamo. Zdaj vidim, je to res olajšanje, ne, sem pa že dobo, glih včeraj na Facebooku sem videl tam pri Škrateljcu, ki je objavil, da je bila ena bralka navdušena nad spremenjenim koncem, tako da je bilo delo očitno solidno in pa sem še zdaj, ko sem bil ta vikend v Bohinju, sem še gor tistih 533 štenk premagal, zato da sem se slikal s knjigo ob slapu, ki je hotel, ne, sem upal, da bo zelo podobno, ampak ker je zdaj še zima in je sneg, ni toliko vode, tega ta zgornjega toka ni bilo, ne, zdaj sam ta spodon teče. Tam v Savici, tako da hvala vreme, ker si me zafrknil. Hudo. A si to, ko spremeniš konc, kot je to v bistvu feedback, ki ga dobiš od bralca? Ja, pač dejansko je super, ko vidiš, da si nekaj noga, pač zato, ker se mi zdi tudi, če ga že prirejamo, da bi ga malo po svoje povedal. Ne? Tudi pol je spremna beseda, ki je Aljoša Harlamov napisal, kar ravno to malo tudi primerja, se pravi, kaj je v originalnem koncu, kakšen je moj konc. Potem imamo tukaj še doktorja Janeza Vrečka, ki je tudi eno zelo spremno besedo dal, zelo o originalnem pač Bogomili Črtomiru, o tej fazi spreobrnitve in vse. Tako da tudi tisti pač, ki bi, to mi je super pri Škrateljcu, ker ne enkoli niso samo te stripi, ampak zmeri dobiš zraven še nekaj dodatnega. Ne? In zdaj, ok, če si ti osnovnošolc, boš prebral sam strip. Če si srednješolc, boš prebral še ta prvo spremno besedo, to od Aljoše, če se ki ga zanima še bolj, boš pa še ta znanstveno razpravo zraven prebral in se mi zdi, da je tako, ti da kar lahko široko izkušnjo. Ne? Ja, konc je pa zmeri, ne, sploh pri teh stvareh, ki jih vsi poznamo, ne, ampak glede na to, da sem že tam v slovenskih klasikih toliko nekih stvari drugače povedal, pa je bilo ljudem všeč, sem rekel, dajmo tudi tukaj. Ne. In tudi zato tukaj ne piše, avtor pač ni nikjer Prešeren, kot da je to njegovo delo, ampak je prosto po Prešernu. Ne. In potem pač omenimo, ja, seveda, ne so uporabljeni, ne deli, ampak da je po svoje pregnetena ta zgodba. Da ni čisto isto, ja. Ja, pa se to za vsem ide. Se zdi tudi zdaj s Kekcem, ki sem ga pisal za Goriški teater, zdaj sem kar ugrabil debato. Pravilno. Takoj, shameless self-promotion. Ti si glaven tukaj. Ja, ne, kaj glih ta navezava, sem tudi, ne, pravzaprav, ko me je Marko Bratoš povabil takrat, da bi napisal tekst za Novo Gorico, za neko to najstniško predstavo, 2., 3. triada, ker je rekel pač, ja, pa ne mi prepisati Vandota, ne, pač daj neki nared s temi liki novega. In sem tudi pravzaprav imamo pol to, kako sem glih to, kar smo se tudi že prej pogovarjali o tem, kako mulci peljejo nekim tem influencerjem, tem brofluencerjem, ne, kako zelo hitro padajo na limance, kako verjamejo temu nekemu blišču, ki jih in obenem ta pač poanta, mislim, glavni twist predstave je to, da Bedanc zve, da bo njegova mama prišla na obisk. Ne, in zdaj mama, ne, v kjerkoli v slovenskem literarnem prostoru je pa vseeno mama, ne, in ga je strah, pač noče zadeti, da bi videla, kaj je z njenega malega cicibančka Bedančka ratal, ne, kakšen falot in prost Kekca, če se ona dva lahko za en dan zamenjata. Ne. In potem Bedanc kar naenkrat pogrunta, da je po svoje dobro biti prijazen, ker so tudi drugi kar naenkrat prijazni do njega. Kekac pa, ko mu začne rožleke skozi na internetu, pa to, ne. Kekac začne pa če rečemo v terminologiji Vojne zvezd, ne, prehajati na temno stran. Ne. In imaš pol na koncu, ki je to, na koncu mora pa pol Mojca poskrbeti, da spregledajo. Hudo. In je tudi super bila izkušnja, ker
vse od tega, da so delali skupaj, ker je bil tekst napisan s Terezo Gregorič, dol dramaturginjo, ki mi je pomagala pokrajšati, ne, ker vsem se zdi, da če mi daš strip zapisati, ga bom znal, ne. Če mi znaš neke kratke zgodbe, neke te stvari. Ja, dramsko besedilo sem pa vsem dosti svež, pa večinoma sem pisal tako zase, ne, sem prav, ali sem bili to reformatorji, kjer so z Nikom igrali, zdaj ta NPZ, ki so s Taretom, tukaj pa veš, tukaj so pa ljudje, ki imajo celo razpona, ne, pa jim lahko daš kaj bolj žmohtenega zaigrati, ne, ki bojo znali ta čustva odigrati pa vse. In sva skupaj predelala, da sva ga skrajšala, ker je bil tudi predolg. In zdaj, ko se gledajo, no, zdaj, režira ga pa Matjaž Pograjc, ki je naredil neko čist punk predstavo iz tega, Kekec nos kariraste kratke hlače, Rožlej tak skozi s telefonom, Bdanska in Biker zgleda, je super, no, in Elvis Jackson so delali muziko, povabili so zraven Elvise, ne, in je super, in so jim tudi včeraj, ko smo imeli tiskovko, ki je rekel, Buda je rekel, da besno je bilo, ker je rekel, bodite Elvisi, ne se spreminjati, jaz hočem vašo muziko. In sem tako zdaj, ko so oni snemali te komade tudi, ne, čeprav v predstavi jih pojejo igralci, je Buda prvič pel v slovenščini. Zdaj jaz se lahko pohvalim, da sem jaz ki je, zaradi katerega Buda na komadih poje tudi v slovenščini. Hudo. Super je bilo, kaj je poslušati, ker je res pač se vidi, koliko on, ne vem, 30 let zdaj že poje, ne, 35 v tej angleščini, pa ta malo regijska, kako je poje, ker tudi slovenščina, tako, ker najprej tako rečeš, čak, to pa je en poje, ker mogoče kaj angleš, ker ima zelo to specifično naglaševanje, podaljševanje nekih glasov, ampak super izpade, no, tako. In mi je bilo tudi zanimivo za to delati, ker sem moral en njihov komad, ta Whistle Song, vzeti njihov tekst in potem pač po tem tekstu narediti drugega kot uvodni song v predstavo. In je bilo tudi pol spet ta matematika, ki pride, ki sem prepisoval, pa kje so naglašeni zlogi, kje so nenaglašeni in pol v to shemo moral že obstoječo besedeno oddajati. Kdaj bo predstava na odru? Predstava na odru zdaj, glede na to, da to verjetno ne gre še danes ven, je premiera že bila, 28. marec v Novi Gorici. Če bo 13. april je ponovitev, na petek še za izven, drugače bo ful nekih teh šolskih predstav imajo zdaj že, bo pa tudi okolišla. No, plani so, da bi jaz upam, da jih bojo tudi v Ljubljano pripeljali, da jo šli na Gorenjsk, v Prešernov teater, pač posod okolno, ker se mi zdi, da je fina in bi bilo dobro, da bi jo čim več mladih. Je pa to mladinska predstava. Je mladinska, ampak tudi za odrasle. Čeprav včeraj na tiskovki je Pograjc rekel, pač to za odraslim ogled odsvetujemo, ker jo najbolj sposobni dojeti. Ampak ja, ne, je mladinska, ampak je tudi, pač se zdi tako spet, kakor pri vseh stvareh, ki jih jaz delam za otroke pa mladino, je pa not nekih par takih bombončkov, cukrčkov, ki jih bojo pa ne vem, če jih tam mali bojo poštekali, jih bojo pa odrasli, neke reference, se pravi, da ne bojo se dolgočasili. Pa glede na to, da zdaj starši, ne, te, ki smo zdaj starši, šoloobveznih otrok smo gor rasli tudi z muziko od Elvisov, ne, je to tudi fino, pač malo za sprehod po teh spominov in slemanja in potem, da rečeš tam, no vidiš, tako muziko je pa tvoj fotor poslužil. Tako reče, ja, ker še imel te prve kovke, a ne? Hudo. Ja. Danes je tvoja muzika še vedno rap ali je... Kaj si največkrat zavrtiš? Večinoma rap in kar me zelo presenetilo, potem, ko sem bil zelo dolgo jet v tem mehurčku rapa iz 90-ih, nekaj take, to pa že ti nekaj do 30 leta približno sprejemaš novo muziko, pol tam nekako si. Mi je rata zdaj sploh v zadnjih 5 letih zelo neke nove tudi, no, začeti poslušati. Sem sicer zelo specifičen, malo zbirčen, pač rad poslušam rap, ki mi da misliti, ki je tekstualno močen in ne vem, od teh recimo je en tak je Your Old Drug, model, ki je oni so ukrajinski Judje, ki so se kot mulci preselili v New York, ne, in pol je tam in je res, on ima neke te reference skozi tako bizarne, tako kot jaz ponavadi kdaj, tako da se še tle zelo dobro počuti z njim, hude besedne igre. Po ukrajščini, Ne, angleščini? v angleščini, ampak ima pa tudi plato, ta je bila ena od 2 plat, ki mi je pomagala jeti takrat, čez korono, ki sem imel skozi na replay, je pa Krutoj, je bila plata, ki je pa nekako išče te svoje slovanske korenine not, ima ful nekih teh tonov,
rekel, muske, tudi malo samplane iz tistega časa, iz okolja, uporablja, sicer pa v ruščini ima neke delčke vmes, ampak ja, in je glih fino, ker je toliko slovansko, da razumeš, ne. On pa, drugi pa Billy Woods, pa nek čist zelo progresiven raper, tudi kar se podlag pa tega tiče, zelo eksperimentira, ali to, kar dela sam, ali kar dela s Lucidom v Armand Hammerju. Ne, se mi zdijo tako, pa ne, Napoleon the Legend, en model, ki živi med New Yorkom pa Berlinom, me najdu z eno plato, ki ima Mason the Medici in je pravzaprav ful cela plata osnovana na nekih podobah italijanske renesanse, ne, in imaš noter reference na vse, na Michelangela, na marmor, ki so ga kopali, na Gentileschi, vse neki, en tak štof, ki ga pol jaz kot odrasel poslušalec zelo rad meljam. In eno od teh stvari, zakaj sem spet to pač še dodatno, en žanr, ki mi pa tudi ful dogaja, pa okay, recimo tukaj je funk, tukaj je neka ta elektronska muzika 80-ih, 90-ih, ampak zdaj sem podkril tudi ful nekega tega japonskega džeza, funka, diska iz 70-ih, ker sem pred par leti sva si nabavila ženo gramofon, ne, in pa so rekla, ja, vam imela ene 10 plat, malo za poslušati, no, zdaj sem na ene par metrih plat. Čakaj, ima že Petko, Akira Sukanka. Ja, Sukanka, to so Sukanke. Ko objavljaš Instagram, imam pač ful sicer nabav, zdaj super, ker je fino obdobje, ker na novo izdajo te plate reperske, ki sem jih jaz v 90-ih poslušal, glih kar je šel Killah Priest, pa ta Heavy Mental, ki je ena meni najljubših plat ever, da imam zdaj končen na vinilu. In tam sem odkril pa ena spletna štacuna berlinska HHV, je, ki je sicer štacuna, ampak so pa se razširili tudi na spletno. In sem odkril, če sem kratko najdel nek Wamono jazz in neka založba iz 70-ih iz Japonske, ki zdaj izdaja kompilacije. In to je noro, ker imaš pač neke funk, soul vzorce, ki grejo neki v te tonalitete za japonsko glasbo značilne, imaš na japonske inštrumente noter, njihove lesene flaute, neke citre, harfe, karkoli, in je po svoje znan vibe, po svoje pa zelo svež za moje ušesa, no, in to se mi zdi tam kakšen jazz, da tudi tako, da si gor dam Keith Jarrett, recimo Antiphon, recimo, so bili super, ki so tudi ko malo zbiti spogledujejo, ko so bili, mislim, da pred 2 letoma na jazz festivalu v Ljubljani, sem jih v Križankah poslušal, tako da to nekako, sem zelo tudi odprt. Zdaj te dva, pa ko je Anguande, Angina pectoris po francosko, to si videl te dva modela. Ne. To zdaj ful, nek dadaistični matematični kor, ne, to so te Alatul pa to, ful neki matematično, ja. Dva, ki sta oblečena, en je bel s črnimi pikami, en pa črn z belimi pikami in imata neko to prog rock verzijo, ki sta priredila This is America od Childish Gambina, se pač prepoznaš not pol in je čist hudo gledati, tako kaj performance, ne, vse skup. Kita Jarretta sem danes zjutraj poslušal, sem se sam vozil, ima Jan Garbare Gerber, kaj že. Gerber, ne vem, ko se že reče. Ja. Na Trobento igra, mislim, da. In komad ima ta skupen in z Anglik sem se sam vozil, sem jih poslušal. Smo zdaj še pogledati na HBO, zdaj ta dokumentarc o temu kelenskem koncertu. A to poznaš to zgodbo? Ne. Neka organizatorka, ki sploh ni, ne vem, tako ful, ampak se ga je ful želela v Köln pripeljati in je on tam prišel, ne, da bo nastopil in pogruntal, da je klavir neki razglašen, da neke tipke ne delajo prav in je rekel, bom jaz okoli tega igral, pa vse, in je ta koncert pa v tej improvizaciji, to je ena najbolj znanih klavirskih jazz plat ever. To je ta nek 80-ih bilo, ne? 76, ta The Con Concert, in je noro vzdušna glasba, slišiš se vmes, ko on tak daje si z nogo, slišiš se malo publike vmes. Pa tak trivia, no, ki se je tudi doznana, je pa, da je njegova babica je pa s Prekmurja. Hudo. Ja. Pol nimajo sam sepultura slovenskih korenin. Ne, pa za jazzelnika, ne, so govorili, da naj bi bil sam
Mislim, da ni. No, pač, Ne, mislim, da neka žlahta, kako naj bi bila, ampak tako 1/4, 1/8, čist nekaj minimalno. Ja, da ni bilo. Da mislim, da je sam rekel celo, da ni tako, kot ta kaj on Janković, ne Al Janković, pa kunta drug, The Polka King. A on pa je? Ja, ne Al Janković. Ne, To ki je bil starejši, tam v 70-ih, nekje polko igral. On ni bil prav, mislim, da tudi neki Slovenc, pa to, ampak... Sej ogromen tega. Enkrat sem najdel, mislim, da z Columbia Records je ful obstaja slovenskih albumov, ki so se prvi, ki so se v Ameriko selili. In imaš pol te stare pesmi, no, in Bost ciganski otrok, pa vse te stare ljudske pesmi in so jih pol na neko jazz, folk verzijo spravili. Na YouTubeu imaš ful tega, no, pa to mislim, na Columbia celo najdeš sezname. Ta je piratov smrt, mislim, varka s temi AI muskami, to je grozen, ki si reče, jaz sem si enkrat tako, olej, neki tako 90 leta, hip-hop, rare jams, neki si dan, tako pa poslušam. Šla tako pogledaš pa ne pol ure pismo, to je čist generično, to je nekaj tako kauno, a veš, tako more biti in pol gledaš, pa enkrat sem še tako, olej, italijanski funky 70-ih in pol gledaš, ena slika je sam, ena je, a veš, tako, isti band za vse napisati, ne, to je AI, ne, pač to. In jaz sem si drugače ful rad si dajam te neke playliste, kdaj tako vzad, tako da zdaj imam res striktno, če si vrtim te playliste z YouTubea, so to oni DJ-jaš, ki imajo ponovati par tegelcev, rož zraven, kavo pijajo in sukajo, da vidiš, da je res ta prava muska. Live verzija, ta prava muska, ki pride z vinilov in je... In tudi to se mi zdi, evo, vinili, zdaj nauk lahko reče, kaj se zdi tako kot knjige, zakaj oboje je, sploh knjige so pomembne, se zdi branje, to zaradi tega, ker nam da koncentracijo, ker knjiga te prisil, da si tle, da naskačaš okoli, tako kot vsi zasloni hočejo, ne, in tudi dejansko pa vinilna plošča je tako, pač ti jo daš gor in greš celo čez, ne, meni ta užitek tega glih to, da slišiš tudi ne sante hude komade, da vidiš, kakšno vizijo imel on, ki je delal takrat plato, kako si sledijo vse, ne, in je tudi ono spet malo, pomaga pri fokusu. Meni je bil, sem na Nizozemskem bil in sem tam na neki garažni, tako, eden je prodajal, oziroma ena ženska od očeta stvari iz podstrešja in je za 15 € gramofon prodajala. Cela una škatla, neka Philipsova, ne kašna, tako fajn zadeva. Sem ti šel iskat, skušal komi sem v prtlažnik spravil, pa sem budva, da sem jo zdevali, pa sem not v stanovanje dal in pa sem tam na Nizozemskem kupoval vinilke in sem... Ti je rabljene verjetno. Ja, tam ena trgovina je bila dosti blizu in tako za 5 € ali pa 3 si kupoval. In sem mislim, takrat od Slayer kupil eno plato, res old school, še dosti začetka. Sem prvič v lifeu, da sem res lahko slišal kitaro, bas, bobne, da sem vse slišal tam noter, ker recimo na MP3-ju tudi tako malo, posebej, če nimaš nekaj ful dobrega posluha. Pa dajo ti, ne, frekvence ti. To je čist drugo je, Mislim, da se mi dva lahko še ful dolgo pogovarjala, ampak so po mojem kar veliko tem pokrila danes. Pa jaz mislim, da so veselih v play, če... Se velika kože za pokritje. Tako je. Ne, to je zadnji en flag, pa ga zdaj nisem videl celo uro, tako da je v redu. Gremo še enkrat pa posneti, da navo. Pa grih danes, ker nimam pospravljena. Veš, hvala res, ker si prišel, pošeral vse tole z mano, pa seveda s poslušalci. Tako da upam, da se še kdaj tako ujameva. Z največjim veseljem, Dare, hvala za vabilo, pa... Pridem še kdaj, imam kakšno novo knjigo, tako da za spromoviram, da mi rekel, a rabaš spet enega za 2 ure neki. Ja, tako, super. Tako da bo, ful ti hvala. Hvala tebi. Hvala, ker spremljaš podcast Zadnji meter, da bo projekt še lažje in hitreje rastel, pa te seveda vabim, da se subscribaš na kanal spodaj. Če ti pa je bila epizoda všeč, pa seveda lahko deliš tudi med prijatelji, tako da tudi oni pridejo do zanimivih vsebin. Hvala.